Recimo, če začnemo tukaj, voznik vam bo povedal, bo rekel 80 ali pa 80 metrov, tako da jaz si še metre pišem, pa jih govorim zraven. Bo rekel 80 metrov, vi si to zapište. Pol bo pač ponavadi voznik pove na koncu ovinka, ker pred ovinkom ne moreš vedeti, ja, če se od zadaj zapre ali kakšna stopnja ovinka. Tako da recimo, da bo levo 3 in bo, zdaj vem na pamet, pač do tam je približno 100 metrov do naslednjega ovinka. Tako da bo on rekel razdaljo 100 metrov, si vi zapište, pa bo pa prišla, malo pač ne bo toliko velika razdalja vmes, bo rekel desno 3, v desno 2. Pač mi imamo tako, da 5 je najbolj blag ovink, to je v večini primerov s polnim gasom, pa 4, 3, 2, 2 pa 1 sta pa ponavadi serpentine, tako da je ovink za 180 stopinj. In to pomeni, zdaj recimo, ko vi preberete levo 300 metrov, takrat imaš mogoče sekundo časa, ali pa, zdaj ne, težko reči v številkah, da lahko ven pogledaš pa vidiš. Pač, če boš videl, da je naslednji ovink desno 3 v desno 2, da boš recimo to prebral, pa boš v ovinku levo, boš vedel, da je nekaj ne klapa tle. Ja. Tako da takrat boš, da poveš vozniku, da si se izgubil. In recimo, če bi se jaz tukaj izgubil, bi jaz to vozniku povedal, pa bi on to celo razdaljo pač prevozil in bi mu rekel, da si v križišču, ko bomo šli desno 3, da se tukaj najdemo in od tukaj naprej bi mu jaz spet bral. Pač šli, bo voznik govoril, boste napisali in pa boste še povedali dvakrat. Mu vi že brali, kaj ste napisali s civilnim avtom, pa pač bolj počasi se vozili, pa vam bo tudi povedal, kdaj je treba recimo kaj prebrati, pa kdaj lahko malo počakate, pa kaj je treba skupaj prebrati recimo, pa na kaj treba paziti. No, tako da.